Igor Prasel, pozdravljeni. Lep pozdrav. Režiser in montažer Žan Eustache je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma Po novem valu. No, njegova kariera ni bila dolga, a napolnil jo je številnimi kratkimi filmi in nekaj celovečerci. Napovedujete ga kar kot skeptičnega sopotnika francoskega novega vala in samouka iz provincialno-proletarskih vrst. V letnem kinu na zelenici Muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, Slovenske kinoteke. Ja, tako, v bistvu eno projekcijo, kajti njegov prvi celovečerec Mama in kurba smo že nekajkrat prikazali v kinoteki v prejšnji sezoni. Torej prikazujemo kot uvod v 21. edicijo letnega kina Slovenske kinoteke. Začeli smo leta 2015. Eustachev drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 1974. Okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujanju in osebnostnem zorenju se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo in obenem je napoved kompletne retrospektive Eustacha, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. In ja, Eustache je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil boem in v bistvu tudi boemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktorja Silvana Furlana, smo zdajle odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2 do 3 leta. Potem pa filmu recimo temu, dokumentarec Barbara Zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina Slovenske kinoteke. Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice. Gledamo ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekako oči na neke teme, ki so tabuizirane, mogoče, da moramo reči še vedno, in jih pač v javni prostor pripeljemo. No pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10.000 steklenih in celuloidnih negativov. Sledil bo pogovor v ponedeljek 10. avgusta, pa pripravljate še gostovanje festivala Tresk. Ja, tako je, to je že standardno gostovanje v sodelovanju z Radiem Študent, torej prikazujemo najboljše animirane oziroma videospote iz natečaja Tresk, to je nekako že stalnica, ta večer se potem podaljša z rahlim DJ-janjem v pozno noč. Je pa potrebno povedati nekaj več seveda tudi o filmu Fotograf Mihe Čelarja, torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz Galerije Fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bodo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan, nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožeta Suhadolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-30 let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže. Mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, kajti posnel je mnoge reportaže, snemal je
je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je romanja v Svete dežele in tako dalje in tako dalje. No, potem pa sledi povezovanje filma in literature. Festival Poletje na platnu in med platnicami bomo v naši oddaji sicer podrobneje predstavili še naslednji teden. Tu je še kratki film, ne? Tudi to moramo omeniti. Ja, in torej dejansko se ta edicija letnega kina Slovenske kinoteke zaključuje tradicionalno z festivalom FEK, festival kratkega filma, ki se bo že 12. odvil v organizaciji društva Kraken, in ta 12. edicija se bo zgodila pod naslovno temo Lekcije teme, ponuja številne kurirane programe sodobnega in arhivskega kratkega filma z tekmovalnimi programi slovenskega kratkega in kratkega filma iz balkanske regije. Ženske delajo film, tematski filmski program, ta pa zunaj prestolnice, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Zakladnica kinotečnega arhiva 35 mm filmskih kopij na velikem platnu na Krasu. Ja, to je tudi že tradicionalno gostovanje, kajti Muzej filmskih igralcev v Divači ga tudi upravlja Slovenska kinoteka, tako da je to naš prostor, našo kuratorico Tamaro Udovič, ki tam dela vsak dan, nekako pripravljamo te večere in vsako letos poskušamo neko temo, in letos se je ponudila tema pač evropskih sodobnih režiserk, tako da bomo gledali filme Julie Delpy, Suzanne Bier, Claire Denis in Isabelle Coixet, s tem, da je pač to seveda kar edinstvena izkušnja, kajti ta pač Kras je ponovadi malo tudi hladnejši od Ljubljane in se zapeljati malo dol, si pogledati tudi postavitev muzeja, torej tudi spominsko sobo Iterine in en film zvečer je samo lahko dodatek temu vročemu poletju. Igor Praselj, ob besedni zvezi Slovenska kinoteka večina najprej pomisli seveda na kino, številni le na to, pa vendar letos, zdaj avgusta, praznujete 30 let, odkar je bila Slovenska kinoteka uradno ustanovljena kot javni zavod. No, to je nacionalni muzej, je učilnica, restavratorski laboratorij, knjižnica, arhiv. Ja, upamo, da nas ne bojo zdaj, kakor je napovedano, pripojili k novoustanovljenemu slovenskemu audiovizualnemu centru skupaj s Slovenskim filmskim centrom in z Viba filmom, kajti mislim, da je zelo težko tako na hitro to narediti, to neko pripojitev brez nekega načrta. Ampak mi smo letos pač slavimo nekako celo leto in med drugim tudi z rubriko Kinoteka 30, kjer vsak mesec predstavljamo filme po izboru izbranih gostov. In tudi v avgustu imamo dve take projekcije, najprej v soboto 8. avgusta, torej v letnem kinu Slovenske kinoteke na Metelkovi, si je doktor Nace Zavrl, pravkar doktoriral iz filmske teorije na ameriški univerzi v Cambridgeu, si je izbral film Sester Vahovski Speed Racer. Na ta način s tem filmom nekako spekulativno razmišljamo o alternativnih poteh ene največjih industrij na svetu, Hollywooda. Potem pa še kot zadnja projekcija avgustovska v Divači, v petek 28. avgusta smo pa povabili arhitektko Marušo Zorec, da sama izbere film, in si je izbrala film Skrivno življenje besed baskovske režiserke Isabelle Coixet, in nekako bo skozi ta film predstavila tudi razmislek o boleči napeti tišini ženskega pogleda na filmsko romanco. Igor Praselj, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite s sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.